to je tisto, just the way you are. Jaz to imam rada, tudi če si pujsek, bajsek. Bolj kot je to reklama za lepotno kirurgijo, se mi zdi, pa mislim, da vem, kdo je bolj uporabljan. Ampak hujšali bomo drugič. Ok, nismo več sama, Matej Špehar in Ines Gabriel, pozdravljena, dobro jutro. Jutro. Dobro jutro. A je kdo lačen tukaj? Ines, koliko pa ti ne? Se čuje ali se sploh ne čuje? Vse v redu. Ja, ne v redu, ti moraš pač povedati kaj. Ti nas jutri še ne bi govorila. Po 12 se začne. Aha. Takrat mi že kaj druga delamo, po 12, ampak v redu. To je bolj tako rockersko. Sem tudi glas mi je ful znan. Od kje te poznam, Matej? Ja, verjeten kličeš na kakšno vročo linijo ali pa kaj takega. Ne rabiš vsega povedati, no. Veliko zapraviš. O tem se poznava že odprej, no. To je veš, Mišič. Naoljen. No, ja, sploh za Baby Johnson. Realnost je pa zdaj čisto drugačna, ne? Si malo razočarana. To so te radijske zgodbe. Ja. Ne, v bistvu iz radija te poznamo. Ba je, da si bil na radiju nekaj cajt. Ja, ampak to je prejšnjo tisočletje. Takrat sem bil res še za na vročo linijo, tudi po Stasu. Matej Špehar, takrat jih je bilo več, veš. Ni bil sam Matej, bili so Racmani. Tudi to je bilo vmes. To je pa res tam. Takoj za Julijem Cezarjem, pol sem bil že jasne. To je res že dolg nazaj. Dolg nazaj, ampak taka je ta naša zgodovina. Ja, stari smo. Ja. Bil si radic, vmes si še zelo aktiven na teh družabnih omrežjih? Ja, sej imaš naročino na OnlyFans pri mene, nimaš? Ne, nimam jaz. To je moje. Na radio se šlepaš, ta razumem. Skriti zadnji, tako da imamo vsi dostopne. No, dajta vidva, malo resnosti. No, mislim, to zdaj pelamo zgodbo do sem, da pridemo do tukaj, kjer se pojavi pa Food Truck Festival, ne? O tem se moramo najbolj pogovarjati. Ja, mislim, da smo že četrto sezono, ne? Četrto sezono, konec četrte sezone. Ta vikend, petek in soboto zaključujemo v Celju. 13 tovornjačkov s hrano in pijačo pride. Krekov trg, celjski dom, sem prav povedal. Prav. Ines sem pripeljal sabo, ker je ipak domorodka, ne, pa da ne bom kakšno ustrelil narobe. Imamo celo serijo, v bistvu skoraj da cela flota pride. Večjih že skoraj ne pride čist fizično na Krekov trg. No, drugače govorimo o karavani okusov, če si še kdo ni prišel gor, ker hujšali ne bomo, oziroma bomo drugič. V nedeljo. V nedeljo, ja. Drugič. Itak ta projekt Plaža 2024 itak klavrno propadel, ne? Ampak pazi to, ne? Zimski, a veš, body za 2, 24 je pa perajt. To je izolacija zimska, ne? Temperature so se lih prav spustile, tako da rabite malo dodatnih slojev, ne samo cunja. Zdaj rekel si, karavana zaključuje svojo karavano v Celju. 12 dogodkov smo imeli, oziroma Celje je zadnja, že lani je bila Celje finalna destinacija, prav tist, še Celje spadenamo, lani je bilo ful lušten, mislim, da bo tudi letos. In pol smo skoraj fraj, vsaj kar se karavane tiče. Potem tovornjački malo še surfajo po svoje, do veselega decembra seveda. Ampak kaj pa bomo jedli? Laš kaj izdata že? Ines, v katerem tovornjačku boš zdaj ti? Ja. Ker Ines ima dva. Ines ima dva, Ines nima enega. Ja. Ines je frajerka. Odločim. No pa daj, s katerim misliš prijeti? Jaz pridem z makaroni letos. Z makaroni prideš? Tako. Naredili smo eni edini pravi mac and cheese, prikolico, tako da bom letos v makaronih namesto v vaflih. Ja, no, ker ponavadi smo Ines navajeni pri vaflu, ne? Ampak zdaj pa... Ampak vafli tudi bojo, ne? Vafli tudi bojo. Aha, ni zdaj eno ali pa drugo. Ne. Aha, pride oboje, sam ti boš pač pri makaronih. Tako, imamo 2 prikolici, tako da... Še vedno akcija, najprej na makarone, pa na vafle, če še kaj ostane. Kje je pa špricer? Ja, ne, ponavadi čist na konc Krekovega trga ga imaš, ne. Upam, da boste letos kaj bližji dal. Prvinski prikolici dobiš vse, ravno kar sem dobil klic, jaz sem rekel, ok, da nisi mogoče malo prezgodan, ampak glavni vinar naše karavane me klical, malo je že mrz, kaj če bi imeli mi že kuhančka. Tako da verjetno zna priti tudi kuhano vino. Tako da boš imela poleg špricerja, koktajlov, tudi kaj za pogret.
pivo, jasno, kar se pijač tiče, potem pa poleg vaflov in makaronov še hot dogi, burgeri, mehiška pice, mehiška hrana, tajska hrana, nekaj nam še manjka. Rebrce? Skratka, lačni ne boste šli iz kreha. Ok, lačni ne bomo. Kdaj bo to? Štartamo v petek ob 12. Ravno za malico petkovo do 10. zvečer. V soboto pa prav tako začnemo ob 10. zjutraj in do 10. zvečer. V soboto pa kar 12, veš? Aha, vidiš. 12-urni maraton karavane okusov v Celju na Krekovem trgu. Ok, v nadaljevanju nam bosta povedala, predvsem mislim, Matej, boš mogel povedati, kdo je Brincelj. Tako mešanica okusov bo, ne, ker imamo karavano okusov pri nas v Celju petek in soboto, imenovano Food Track Festival in Matej Špehar in Ines Gabriel še enkrat pozdravljena. Dobro jutro. Mislim, čeprav Ines je še sam se ful se trudi biti vahna, ampak ti še ne gre, veš. Ok, bom se še malo bolj potrudila. Pred Matej pove, kdo je Brincelj, daj pove Ines, koga sta pozabila. Joj. Daj ti, kaj ti si pozabila? Ja. Pozabila smo v bistvu najboljše čurose, res. Oni so z nami parkrat na leto, ampak res jih ne gre zamuditi. Pa pozabila smo, mislim, da še mesne pite. Točno, odžigata, ja. Haba. Najboljše mesne pite. No, drugač, dajta povedati, s čim se v originalu jejo čurosi? Ja, z vročo čokolado. Veš, čim jih je? Jaz sam ne smejo biti sladki. S kečapom. Ok. Za lajke, kaj so čurosi? Za lajke. To je španska ocvrta v bistvu sladica. Naše miške v obliki zvezdice, te bomo rekli. Paljeno testo, no. Ja. Tako da Ful diši. res dober. Okay. Tako da imamo doskrat v karavani, kdo bo zraven čurotov, ker to cel dan ti zdvohaš, ne, in zna biti kar težko. No, in zdaj, ko smo že pri čurosih, jaz pridem v petek k vama. Okay. In kazensko, pač kazen mora biti vzgojna, sicer ne vem, zakaj sta kaznovana, ampak ker sem ženska, tek ne rabim razloga za to, bosta probala čuros s kečapom. In posnela bom vajno reakcijo. Ok. Sej, kečap dobim pri pici, ki je ponavadi zraven. A veš, čuros, ampak s čim so si to prislužila? Ok, ampak ona tudi dobi pol neko kazen. Ne? Tako. Slan špricer. Pri špriceru ni umetel. Ja, tebi vse je. Karkoli je noter. Ne. Sam da je, ja. Ne, sem pač Okay, ponavadi je vedno tako, veš, da vsi iščemo, pa tavamo po Krekovem trgu, pa iščemo svoj najljubši tovornjaček, ne? No, v teh tovornjačkih bomo še, ampak zdaj mi povej, kaj je z Brinceljem. Kdo je Brincelj? Brincelj je en koktejl trak, star IMV-jev kombi, gasilski iz 70-ih let. Res veteran, odpre se mu streha, znotraj so vedno lušne punce, ki mešajo najbolje. Ampak ta kombi je res star, ne, in betežen in se težko premika. In zdaj, dajte to energijo pozitivno v mehanikove roke, da ga pošraufa do petka. No. Da pride iz Brežic, se pripelje. Ampak trenutno, ko se že reče kuplonga? Sklopka. Ima težave s klopko. Tehnične narave. Ja. Odkje je sploh ideja za ta Food Track Festival? To je še ena od mnogih COVID zgodb, ne. Jaz imam v garaži spet enega oldtimerja s pivom, sicer je ta Volkswagenov Birbuli, ne? Kombi, ja. In ta kombi bil na začetku rezerviran bolj za neke privatne zabave, za rojstne dneve, poroke, poslovne dogodke, skratka čist točil na zaključenih zgodbah. Potem se zgodi COVID in kar naenkrat je vse zaprto, kar naenkrat ti porok, oziroma poroke so bile, ampak ti je mogel minister dovoliti, pa največ 10 svatov si mogel imeti. In je jasno, posel vsem, ki smo se ukvarjali, ne da bi se prej poznali med sabo, padel v vodo in slučajno sem bil v Budimpešti, tam so bili ukrepi mečkan bolj mili. Ker se jim reče Budimpešta. Ja, in tam videl par tovornačkov in sem rekel, zakaj tega pri nam ni? Kontaktiral par tovornačkarjev v Sloveniji, zbobnal nas skupaj in od takrat že 4 leta se potepamo po Sloveniji. Med majem in oktobrom.
Gledal sem en filmček, kako ste vlekli iz enega grabna, ta starega bulja. Ja. A si videla filmček? Ta starega hrošča, ne vem, na davce je sam lahko videl, da je oblika, ampak vse ostalo pa že... Potem, ko smo ga ven potegnili, se nam je pa še na streho obrnil in smo ga pol še ekstra in tako je bil, kakor da bi tole piksno pločevinko pohodil, no, tak je bil včasih ta kombi. In če me zdaj vprašaš, sigurno ne bi, če bi vedel, kaj vse me čaka, bi verjetno počel v življenju kaj drugega. Ampak me prav ta kombi pripeljal v Celje danes. No, vidiš. Ne fizično, no. En malo mlajši me je pripeljal, ampak simbolično pa. Simbolično pa, ja, vidiš. Torej, lačni ne bomo, petek in soboto. Petek smo rekli, od kdaj na Krekovem trgu? Ob 12. Ob 12. Kakšne lučke, pa kakšne te detajle obešamo potem kasneje, tako da če vam padajo kakšne zastavice na glavo, to smo mi, ki plezamo še tam po vaših, kako se reče, kandelabri. Po uličnih svetilkah. Mi smo davč od Ljubljane. Isto je kandelaber. Isto kandelaber. Telegrafica, kandelaber. Ja, isto. Tam obešamo še pol te podrobnosti, zvečer pa žgemo lučke, gretja še ne prižigamo, ker ga nimamo. Kaj pa muska bo, ne bo, mislim, ali kva, bomo sam jedli pa pil na suho? Ali... Neki bo. Neki bo. V tišini zagotovo ne bomo. No. Ampak tako je skrivnost, ampak se pravim, pride še v petek, tako da bo v petek lahko več povedal. Pa ti in je še enkrat povab, pa da zaključimo mi. Ja, tako. Vse vas vabim na karavano okusov, ki se bo zgodila ta petek in to soboto na Krekovem trgu. Lačni pa ženi ne bomo. 13 tovornjačkov, mogoče celo 14? Ne. Mogoče celo 14, ja. 13 zagotovo, mogoče še 14 brincel. Brincel, mi te čakamo. Samo da mu kupno ga zrihtajo. Ok, Matej in Ines, hvala pa, kot očitno se vidimo še v petek. Pridite lačna, no. Pridemo. Ti pa v petek, ko prideš, prosim, parneskaj, no. No, pa. Vse sta se zmedla. Ja. Keča pa sol. Lej, vse bomo zrihtali. Hvala še enkrat. Živite. Čau.